Papež Frančišek se je danes zjutraj poslovil od Jordanije. S helikopterjem je odpotoval v Betlehem v Palestini, najprej odšel v predsedniško palačo, kjer je bila na vrsti sprejemna slovesnost. Papeža je sprejel predsednik države Palestine Mahmud Abbas. Sledilo je srečanje s predstavniki palestinskih oblasti, katerega sta se udeležila tudi diplomatski zbor in papeževo spremstvo. Sveti oče je zbrane nagovoril: "Hvaležen sem Gospodu, da sem danes z vami tukaj na kraju, kjer se je rodil Jezus, princ miru. Zahvaljujem se vam za vaš topel sprejem." Takoj zatem je papež Frančišek spomnil na konflikt, ki je na Bližnjem vzhodu povzročil dramatične posledice. Rane je težko zaceliti, tudi kadar nasilje ne divja, nezanesljiva situacija in nerazumevanje med posameznimi stranmi povzročata negotovost, zanikanje pravic, osamitev in množično odhajanje celotnih skupnosti, razdelitev, pomanjkanje in trpljenje. Tem razmeram, ki postajajo vse bolj nesprejemljive, je v dobro vseh potrebno narediti konec. Treba je podvojiti trud in pobude, usmerjene v ustvarjanje pogojev za trajen mir, utemeljen na pravičnosti, priznavanju pravic vsakogar in medsebojnem zaupanju. Za vse je nastopil trenutek, da bi imeli pogum velikodušnosti in ustvarjalnosti v služenju dobremu, pogum miru, ki se naslanja na priznavanje pravice strani vseh, da dve državi obstajata in uživata mir ter varnost znotraj mednarodno priznanih meja. S tem namenom pa je papež zaželel, da bi se izogibali pobudam in dejanjem, ki nasprotujejo izraženi želji, da bi dosegli resničen sporazum. V nadaljevanju je papež spomnil še na aktivno krščansko skupnost, ki pomenljivo prispeva k skupnemu dobremu družbe. Kristjani bodo še naprej opravljali to svojo vlogo kot državljani v polnem pomenu besede. Skupaj so državljani, katere imajo za brate. Papež Frančišek je nato dejal, da je palestinski predsednik poznan kot mož in ustvarjalec miru in spomnil na dobre odnose med Svetim sedežem in državo Palestino. Izrazil je odobravanje glede zavzetosti za oblikovanje sporazuma, ki zadeva nekatere vidike življenja tamkajšnje katoliške skupnosti, med drugim tudi vidik verske svobode. Spoštovanje te temeljne človekove pravice je eden izmed bistvenih pogojev za mir, bratstvo in harmonijo. Sveto govori, da je dolžan in da je mogoče najti pravi sporazum med različnimi kulturami in verstvi, je ob prihodu v Betlehem dejal papež Frančišek.